Kakšen mir. Noben ti nikjer ne teži. Tam ne vidim enega kojota. To je pa vse. Jaz našemu Anžetu čisto nič ne verjamem. Tle mi ni čisto noben fovš. Najbolj hecno je, ko v Ameriki pogledaš cenik avtomobilov in vidiš, kakšne davke plačujemo v Sloveniji. Anžetov X4 je stal skoraj 80 tisoč evrov, moj pa 67 tisoč dolarjev, kar je v tem trenutku okoli 54 tisoč evrov. Odkot takšna razlika? Ja, tukaj je okoli 10% davka, pri nas pa v takšnem primeru tudi 4-krat, 5-krat več. In benzin je 3-krat cenejši, potem pa ni čudno, da si kupujejo stroje z močnimi motorji. Tudi meni je lepše ropota, seveda. Pa dizlov seveda ne marajo, ker so preveč umazani. V bistvu sem ga na redko kateri bencinski sploh videl. Sicer pa ja, na takšnem lepem makadamu je X4 s svojim pogonom izredno zabaven. Lepo predvidljivo drsi, brez težav se ga kroti, ker sta podvozje in krmilni mehanizem odlično usklajena. Tale volan mi je sploh top. Eden najboljših sploh, ker je debel in očitno narejen točno po mojih merah. Dosti je prahu. Me zanima, če tudi v klancu dobro vleče. Ja, 3-litrski 6-valjni turbobencinar je krasen. Takšen lep svilnet zvok ima in ogromna navora že pri 1200 vrtljajih. Če ne bi porabil toliko goriva, zdaj imam poprečje okoli 10 litrov in verjetno veste, kako počasi se mora voziti v Ameriki, no, brez dvoma bi ga priporočil kot prvo izbiro. Po ameriških standardih ima točno 300 konjev, po naših malenkost več in se zdi idealen za to velikost BMW-ja. X4 pri nas sploh ni majhen, moraš že vseeno malo poiskati parkirišče, tukaj pa ga pustim na kompaktnih, ki so rezervirani za male avte. Čisto vsega tukaj ne vidiš. Če si vzameš več časa in se zapelješ malo dlje v puščavo, prideš do teh avionov. Tole je sicer muzej, tamle čez pa je pokopališče, kjer imajo 5000 avionov, ki jih reciklirajo, uporabljajo za rezervne dele in podobno, eni pa celo letijo. In to zato, če bodo jih slučajno še kdaj rabili. Saj veste, Američani so vedno radi pripravljeni, če je treba slučajno kje na sili vzpostaviti mir. Politika. X4 je, kot vidite, praktično enak kot naš evropski. Mogoče kot zanimivost. Delajo ga v Ameriki, v Južni Karolini in mu samo malo spremenijo nekatere malenkosti, prostor za tablice, ostalih zadev pa praktično ne boste opazili. Tale ima le še malo več opreme od Anžetovega, naprimer kompletno električno pomične sedeže, lepši les na armaturki in pa seveda večje platišča. To pač mora biti tukaj. Sicer pa tale avto pri Američanih zbuja spoštovanje in ne zavisti kot pri nas. In mogoče je zaradi malo manjših mer tale za njih bolj ženski, X6 pa seveda bolj moški. Vseeno bo tudi X4 dovolj hiter, da pobegnem Indijancem, če me čakajo zasediki tamle. Ne morem verjeti, kam so prišli. Včasih so se tukaj vozili s kočijami, danes kakšnih 100 let kasneje pa takole. Sam sicer nikoli nisem bil navdušen nad takšno vrsto vozil. Visoko sedenje meni ne odtehta slabših voznih lastnosti. No, X4 pa me je presenetil, ker se dejansko odlično pelje, ni pa udoben. Po eni strani zaradi velikih gum, po drugi pa zaradi zasnove. Takšni avtomobili imajo namreč več neozmetenih mas. Oblika je stvar okusa in tale je še posebej razdvajajoča. Ali ti je takoj všeč, ali pa nikoli. Ker se streha na zadku spusti zelo nizko, se slabo vidi nazaj, ampak tukaj k sreči ni problemov, ker je tako prostrano. No, obenem pa je prtljažnik malo manj uporaben za kakšne večje predmete.
Znotraj pa se mi zdi kar prostoren. Tudi zadnji se dosti dobro sedi, čeprav na sredini ne sedi noben, ker vas bo še cel dan grdo gledal, ko se boste takole ostali pa pogovarjali, ne vem, o vremenu. Čeprav ne vem, kam je toliko zebe, takole lepo, not piše, da je plus 37. Ja, tiste so bili Fahrenheiti, v resnici 3 stopinje Celzija, sem pa na 2200 metrih nadmorske višine, tako da verjetno veste, kje sem. Ta drevesa. Skratka, moderni križanci so postali res miks vsega, kar si lahko izmislite. Tale X4 bi bil rad na pol kupe, pa terenec in še kaj. Priznam, da mu kar dobro uspeva. Zdaj se vozim že skoraj 2 tedna z njim in sva se kar navadila ena drugega. Je pa še vedno jasno, da vzemite X3 ali X5, če potrebujete malo bolj uporaben avto, tega pa pač za izražanje sloga. Je pa po mojem tudi precej boljši od X6, nekako bolj smiseln se mi zdi za naš trg, kjer je manjši. Za Američane mora biti itak vse preveliko, kot naprimer tole. Vse niso normalni. Joj. Najvišje drevo na svetu, 84 metrov. A si morate misliti, da je starejši od 2000 let?